Naslednjo vabim gospod Marto Skubic z Ministrstva za naravne vire in prostor za njeno predstavitev v resoluciji o potresni varnosti stavb. O tem smo danes tudi že večkrat govorili in je prav, da se seznanimo tudi s tem, kakšna je ta strategija. Ja, pozdravljeni, hvala za besedo. Si lahko malo mikrofon sam postavite nižje. Okay. Hvala. Ja, hvala za besedo. Jaz vam bom okvirno predstavila, kar se tiče potresa in na hiter pregled osnutka resolucije, ki v bistvu še ni potrjen. Resolucija je bila v javni obravnavi, zdaj pa je v naslednjih fazah, tako da verjetno se vsi na nek način od vas, vsakdo se boji potresa, saj hujšega. V Sloveniji pa potres je dokaj redek pojav, tako da ga nimamo vsak dan v zavesti, verjetno pa niti v podzavesti, da se ga bi bali. Ustava Republike Slovenije govori, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja in varnosti ter uživanje lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Zdaj pa potresi so se na območju Slovenije dogajali v zgodovini in se tudi danes, kot sami veste, so dnevni potresi so naša stalnica, vendar so običajno zelo nizke jakosti. To se tudi lahko ogledate na spletni strani od Arsa in sledite tem stvarem. Recimo tak močnejši potres, sam bom naštela, je bil leta 1511, idrijski potres, v bistvu, kjer je bilo kar precej ljudi mrtvih na območju, kjer se je zgodil potres, se pravi okrog 12.000 ljudi, kar je v bistvu kar velika številka. Kar ogroža ljudi ali pa bitja, so v bistvu objekti pri potresih. Redko kdaj se zgodi, da pade drevo ali pa karkoli, ali pa da so take razpoke v zemlji, ampak objekti so tisti, ki v bistvu povzročajo smrtne žrtve ali pa saj ranjene. Zelo znan je tudi velikonočni ljubljanski potres, ki se je zgodil leta 1895. 1917 je bil v Brežajcah z magnitudo 4,9, potem tudi v Litiji, potres v Furlaniji, tudi bolj znan iz leta 1976, in tudi potres še na Kozjanskem leta 1974, potem pa zadnja močna potresa sta bila pa v Bovcu, to verjetno se vsi spominjate tega, te potrese smo čutili tudi po celem ozemlju Slovenije. Leta 1998 in tudi 2004. Takrat so bile posledice kar na tistem območju močne, oziroma je tudi takrat je začela delovati državna tehnična pisarna in so se dogajale, delale v bistvu popotresne očistitve stavb. Zdaj, potresa ni možno napovedati vnaprej, ne moremo ga nadzorovati, niti kontrolirati, oziroma lahko ga bi napovedali samo par sekund pred tem, preden se zgodi. Lahko merimo samo nihanje in pospeške tal v potresu in v bistvu posledično magnitudo in intenziteto, v bistvu vpliv na stavbe. Vedno pa se dogaja, v bistvu se zgodi visoka stopnja presenečenja pri ljudeh in tudi negotovosti, ker pride nenavadno, brez opozoril in takrat pride do večjih presenečenj. Kar se je zgodilo v bistvu, da večji potresi so vplivali na v bistvu previdnejšo gradnjo, v bistvu se je začela spreminjati tudi zakonodaja zaradi potresnih sunkov in v bistvu vedno se iz vsakih nesreč lahko tudi kaj naučimo. Tako je bilo posledica ljubljanskega potresa iz leta 1895, se je naredil stavbinski red za občinsko ozemlje deželnega stolnega mesta Ljubljana. V bistvu so bili takrat narejeni zgolj konstrukcijski napotki, to ni bil pravi standard. Leta 1948 so išli začasni tehnični predpisi za obremenitev zgradb, v bistvu so pa še vedno bili poddimenzionirane stavbe.
Po skopskem rušilnem potresu so se spet naredili novi predpisi leta 1963. V bistvu tej tehnični predpisi so zajeli celo območje Jugoslavije in so v bistvu že kar zagotovili neko ustrezno potresno odporno projektiranje. Od tega leta v bistvu smatramo, da so stavbe že nekako ustrezno zgrajene, seveda ob predpostavki, da se je gradilo kvalitetno in da se niso delali večji konstrukcijski posegi, v bistvu nepredvideni ali pa nekontrolirani. Kar se po Sloveniji žal velikokrat dogaja, da se naredijo preboji, ne vem, saj smo imeli tudi že kakšno porušitev stavbe na ta način, ker so se navidezno predelne stene rušile, to je bil rušitev Kolizeja, v bistvu pa tudi nenosilne stene, ki bi v bistvu tako izgledajo, kot da so nenosilne, so pa vendar nosilne prevzemanje kakšnih potresnih pospeškov. Po črnogorskem potresu leta 1981 je bil sprejet pravilnik o tehničnih normativih za graditev objektov visoke gradnje na seizmičnih področjih in kasneje se je ta standard še dopolnjeval. Leta 2005 pa je Slovenija sprejela evropski standard Eurocode. Od leta 2008 je pa obvezno projektiranje po Eurocodu oziroma tudi, če ni po Eurocodu, mora biti zagotovljena enakovredna stopnja potresne odpornosti. Potresi v Sloveniji, se pravi, močnejši so, potresi so zelo redki, ampak recimo, da so se zgodili vsaj 8 stopnje oziroma 7 stopnje po evropski potresni lestvici, jih je bilo 15 potresov v 20. stoletju. V potresni zgodovini se pa je od začetka 16. stoletja ta potres zgodil najmanj 50-krat. Kar se tiče potresne odpornosti, kar smo naredili v Sloveniji, je recimo, da imamo državno oceno tveganja za naravne nesreče, oceno ogroženosti zaradi potresov, tudi aplikacijo Potrok imate, ki je namenjena sicer potrebam civilne zaščite, lahko pa tudi naredite kakšno simulacijo zelo približne ocene potresne odpornosti. Na ministrstvu smo tudi naredili v bistvu posege, brošuro in zgibanko, ki jih vidite na sliki, v bistvu za ozaveščanje ljudi in tudi resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je narejena, sicer implementacija je bolj vprašljiva. Na ministrstvu smo naročili izvajanje seizmičnega stresnega testa, ki ga je naredila Fakulteta za gradbeništvo in v geodezijo. V bistvu je pa model vseboval nekaj več kot pol milijona stavb, kjer je ocenjena vrednost višja od 50 000 evrov. Podatki v stavbnem fondu so pokazali, ki smo jih zbirali, v bistvu, da so podatki dokaj nezanesljivi, pomanjkljivi. Nimamo celotnega ali pa enega sistema registra stavb, ki bi nudil ustrezne podatke. Podatke smo prejemali oziroma smo jih zahtevali tudi za število prebivalcev in tako, manjkajo pa bistveni podatki od vrste konstrukcijskega sistema, dimenzije elementov, nosilne konstrukcije, vse kar rabimo za poznavanje stavbe. Da ne govorim o kasnejših posegih, ki so se zgodili v stavbah. In posledice tega je, da so rezultati seizmičnega stresnega testa dokaj nezanesljivi. Kot sem že rekla, so pa objekti do leta 1963 najbolj problematični v Sloveniji. Tudi za javne stavbe, ki smo zbirali podatke, v bistvu je podobna situacija, da imamo zelo razpršene podatke po ministrstvih in težko dobimo zadovoljive podatke. In tukaj imam primer, kaj smo zbrali, se pravi, se vidi, da je za bolnišnice ali karkoli, za te stavbe, javne stavbe so zelo malih je pregledanih oziroma pa tudi ustreznih elaboratov nimajo ustrezne potresne odpornosti.
Potem se je naredil v seizmičnem stresu se je naredila tudi ocena posledic močnega potresa, ki bi se zgodil v letu 2020, se to pravi, to je ljubljanski potres, ki se je zgodil leta 1895. Rezultati so v bistvu kar dokaj neugodni, no. Poškodovanih bi bilo precej stavb, od 42 do 102 tisoč stavb, ekonomska škoda bi bila pa tudi, kakor vidite, kar precejšna. In v bistvu ta škoda bi znašala 15% BDP Republike Slovenije, saj za tisto obdobje 19-20, ki se je delali so se izračuni, se pravi, s tem, da se ne upošteva škoda na infrastrukturnih objektih. Se pravi, tak izpad za Slovenijo bi bil kar katastrofalen. Lahko, gospa, prosim, še preidemo do te strategije? Vse to je to. Aha, ok. Mislim, to je to. To je podlaga za to in v bistvu, kar se je pokazalo, da potresno tveganje ni sprejemljivo. V bistvu bo treba, zaželeno je, da se v 30 letih prenovi stavbni fond, kar pa bi pomenilo, da bi mogli prenoviti kar ustrezno utrditi od 32 do 75 tisoč stavb ali delov stavb. Kar se tiče resolucije, kakor sem rekla, v kakšnem procesu je trenutno, v bistvu pa resolucija ne bo imela sama direktnih posledic na proračun, vendar se bojo delali akcijski programi v določenem časovnem obdobju. Naslednji oziroma prvi akcijski plan se bo naredil v 2 letih po sprejetju resolucije. Vsebina akcijskih programov bo pa v bistvu poudarek bo na ozaveščanju, vzpostavljanje pravno-sistemskega okvirja, se pravi, da bomo naredili nek nov sistem, da bo spodbujal oziroma tako potresno odporno gradnjo oziroma sanacije, usposabljanje in izobraževanje, tukaj bo tudi veliko narejenega, pregledovanje stavbnega fonda, se pravi, da bomo bolj poznali, kaj imamo, kje smo, da bomo delali nove seizmične strese in potem zagotavljanje finančnih sredstev, se bo probalo najti vire financiranja, tudi za projektiranje in za potresno utrditev, seveda bo treba tudi zagotavljati ustrezno kakovost potresnih utrditev in tudi ena pomembna stvar je, da bomo te stvari tudi zbirali oziroma evidentirali. Predlogi rešitev oziroma financiranje se bo treba razdeliti v bistvu na javne in zasebne stavbe. Javne stavbe se bojo financirale iz državnih in občinskih proračunov in evropskih sredstev. Groba ocena stroškov utrditve je tam nekje od 480 do 1,3 milijonov do 1,3 milijarde evrov, ampak to so res okvirne vrednosti, raztrosi, kot sem rekla, so pač posledica netočnih parametrov, pa tudi stvari, ki smo jih noter upoštevali. Zasebni sektor so te številke dosti višje, tam pa bo vir financiranja pač zaseben, morda tudi delno iz javnih sredstev. Tako da gre za sredstva, ki jih bo treba oziroma zagotoviti morda v naslednjih 30 letih bi bilo zaželeno, ker v bistvu s časoma v bistvu nosilnost stavbam tudi pada, na to ne smemo pozabiti. V bistvu to je to, kar imam jaz za povedati. Kar se tiče financ, pa v bistvu nimam večjih informacij oziroma na ministrstvu smo probali pridobiti sredstva, kohezijska, iz okrevanja in odpornosti, pa takrat pač ni šlo čez, tako da zdaj enkrat smo tlele. Tako da hvala. Hvala.